Pripravljena? Zdaj! Nehajte, poškodovala se bosta! Jaz bom dal znak, pozor! Pozor! Nisem še dal znaka, mirno! No, pa zbirno, pazita sa gorila, da ne pa dobro! Stojta! Stojta! Ne velja! Stojta! Kaj sem rekel? Takle bolj mi všeč. Stokaj! Dajta no mir! Dale, boj, res mi všeč. Ene poštene boj, da vidiš, kdo je boljši. Takole pa se samo poškodujeta. Tega ne boš nikdar dosegel, ne moreš jih spremeniti. Ne vem, ampak preživim z njimi veliko časa in bojim se, da se ne poškodujejo. Palčki morali živali, se dobro razumemo z njimi. Razumemo njihov jezik in se pogovarjamo. Zdravimo jih in pomagamo v težavah. Kadar so živali bolni, prinašamo hrano. One nam pa tudi pomagajo, da se bogajo, da se imajo rade. Hopala! Hvala, ker si me pripeljal čez reko. Bratec, me lahko pelješ do rjavega gozda, Dobro se razumemo z njimi in življenje z njimi je zelo zabavno. Razumem, da si rad z našimi prijatelji. Ne moreš pa se po cele dneve igrati z njimi, saj imaš vendar toliko za opraviti. Adijo! David! Liza! Ela! Se vidiš Kozma? Zakaj neki je prišel? Draga prijatelja, kako sem vesel, da naju spet vidim. Upam, da sta v redu. Kar vidiš, hvala in ti, odkar si že tako daleč nismo tebe nič slišali, si se končno poročil? Nisem se še odločil, morda se bom kmalu, še razmišljam. Kozma, ti si brezupen primer. No, Kozma, kaj te je prineslo, če smem videti? Nažalost nisem prišel na izlet, ampak po pomoč. Kaj ti je, si bolan? Ne. Na srečo sem čisto zdrav, tudi skrbijo me netopirji. Netopirji? Bi mi pojasnil, zakaj si tako zaskrbljen? Saj veste, da ljudje uporabljajo veliko strupov, da zavarujejo žitev. Tako ne uničijo samo škodljivcev, ampak tudi ostale živalce. Na ta način lahko netopirji zelo malo izginejo, kajti vsak dan manj žuželk imajo na voljo za hrano. In torej... Kar nas je nekdo do konci. In torej, ko se žuželka zastrupi, je lahek plen za drugega, ta pa spet za netopirja. Če ne bodo umrli zaradi pomanjkanja hrane, bodo pa odstrupali. To je žalostna veriga, vsi se bodo zastrupili. Povej, kaj lahko storimo? Da treba je preprečiti, da umrejo. Kajte poleg tega, kar sem ti povedal, bodo zdaj posekali še gost,
ki je blizu moje hiše, da zgradijo stanovanja in ceste. In skoraj vsi netopirji prezimujejo na drevesih, ki jih bodo posekali. Se zdi grozno? Treba jih bo prinesti drugam. To bi bilo najbolje. Toda če jih zbudimo sredi zime, bodo umrli od lakote, ker ne bodo nikjer našli žuželk za hrano. Seveda, treba imeti način, da jih spravimo drugam, da bi se zbudili. Koliko netopirjev pa je pravzaprav tam? Mislim, da kakih približno 200. Torej je treba najprej zbrati vse palčke tega okrožja. Na to bomo našli način, da jih pripeljemo hitro in obenem udobno. Še se prav spomnim, ni veliko živali, ki bi bile primerne za to nalogo, a mislim, da bodo gosi prav primerne za to, veš? Je kaj? Kje pa bomo zdaj našli gosi? V kraju, kjer prezimujejo prijatelj gozba. Tam jih je vsako leto nekaj 100 000, da to ne skrbi. Vidva s Lizo boste obvestile, zbrala se tukaj še palčke in jih odpeljala do tvojega gozda. Tam boste netopirje snili z dreves, prav? Jaz grem tja po gosi in pridem z njim v gost. Od tam bomo netopirje odpeljali na veterinarsko postajo v Sračjem dolu. In tako bodo netopirji rešeni, kaj praviš? David, tega vendar ne moremo narediti. Če uporabimo gosi, se bodo netopirji zagotovo zbudili. Ne bodo se, če jih damo v košar. Naredi teh kakih 100. Ja, krasna ideja, prav? Kdaj začnemo? Čim prej in bolje. Ne izgubljamo časa, zato grem jaz ne budem tja. In tudi vi čim prej začnite. Veliko dela vas še čaka. Zdaj pa grem. Kar pojdite. Adijo! Pojdi, ne skrbi, takoj se bomo lotili dela. Pridružil se vam bom v gozdu pri netopirjih, takoj kot to mogoče. Gremo svist. Adijo! Pa Srečo! Telepatsko bomo obvestili nekaj palčkov, oni pa bodo druge. Ja, tako bo šlo hitreje. Prijatelji, hvala, da ste se hitro odzvali našemu klicu. Blizu mojega doma živijo netopirji, ki tam prezimujejo. Toda ljudje hočejo posekati drevesa, ki jim služijo za zaščito. Našo pomoč potrebujejo. David se je domislil načina, kako jih rešiti, ne da bi jih zbudili, ker bi sicer umrli. Da se to ne bi zgodilo, jih bomo prenesli v pleteni košar, ki jih bomo naredili. Se strinjate? To je na delo. Ob reki bomo nabrali šibje, ki ga potrebujemo. Kar lotimo se dela, da bomo čim prej gotovi. Da ne pozabim, narediti moramo dovolj velike košare, da bosta v vsaki lahko 2 netopirja.
Ne mogu biti več dalje, vse slišim. Ustavi se! Utista sobie, mój. Drage gospe, ne bojte se, rad bi govoril z vašo voditeljico. Prišel sem vas prositi, da mi pomagate rešiti problem ubogih netopirjev. Moramo jih pripeljati v košarah iz gozda, kjer so zdaj, do Sračjega dola in prišel sem vas prositi, da nam pri tem pomagate. Vedel sem, da se lahko zanesem na vas. Zelo sem vam hvaležen, prijateljice. Morate zapustiti švic, žal mi je. Z njimi bo šlo hitreje. Ti pa pojdi domov in počakaj name, da pridem nazaj. Grem lahko kar z seboj? Opa! Ste pripravljeni? Potem pa poletimo, prijateljice moje. Tako, zdaj moramo biti zelo previdni, nežni moramo biti z njimi, da se ne zbudijo. Položili jih bomo v košare in počakali Davida in Goske. No, prijatelji, gremo. Prispeli smo tukaj, so. Imeniten prevoz. So že vsi v košarah. Ja, če ne bi tega videl, ne bi verjel. Sjajno ste opravili in še v tako kratkem času.
Zdaj treba samo še naložiti na kosi, pa bo upravljeno. Dajmo! Dragi Kozma, lahko ostaneš lepo doma, mi dva z Lizo bova poskrbela za vse ostalo. Najlepša hvala, David. Vem, da vam lahko zaupam. Nasvidenje, Kozma. Vesel sem, da sem ti lahko pomagal rešiti uboge netopirje. Adijo! Opa! Adijo! Upam, da se kmalu vidimo! Hvala obema! Adijo! Za tistimi drevesi veterinarska postaja. Spusti se! Hvala lepa, sestrica. Počakaj tukaj, prosim. Poiskrat greva veterinarja in takoj prideva, prav? Ja, v tej globoki jami je klinika za živali. Pridi se do Lora. Prav. Glej, za tam so tista vrata. Takole, le počasi, pazite. Poglej, noter. Pozdravljeni, kolega, prosti, da motim. Kaj? Jaz sem David, se me spomniš? Seveda se spomnim, kaj bo dobrega? Veš, veliko zadrego imam in prosim te, da mi pomagaš, kako rešiti. Zakaj pa da ne? Gre za malo čuden primer, da prosim te, če spremeš v kliniko 200 netopirjev. 200 netopirjev, a sem prav slišal, a so ranjeni? Ne, živijo spavni so. Tudi prosim te, da jih nahranite, ko se zbudijo. Pravzaprav ne vem. Ja, Ophelija, poglej, če je kaj prostora. Na srečo je, južna dvorana je prosta, lahko jih namestimo tam. Prav, potem ni nobenih težav. Spustimo jih in lahko počivajo tamle. Uspelo mi je. Tukaj so. In nihče se ni zbudil. Prav, ne izgubimo časa. Takole. Takoj bomo to sporočili Kozmi, da bo mirno spal. Tudi jaz sem mirna. Mislim, da sem v zelo dobrih rokah. Torej, draga, mislim, da se lahko vrneva domov. Naj mi mišine ne že zelo pogrešata. Ja vem, da imaš drugo pot, ampak ali ne lahko vseeno odneseš do najnega doma? Potem se lahko pridružiš ostalim. Fantastično, še nikoli nisem imel v kliniki toliko pacientov. Dobro poskrbi za te revčke, prosim te. Ne skrbi za netopirje, David. Skrbel bom za njih, kot da bi bili člani družine. In ko se bodo zbudili, jih bom nahranil, lahko greš mirno domov. Adijo, sem skupaj. Zelo ste se izkazali, zelo sem vam hvaležen.